Spoštovane bralke in bralci Večera, ljubitelji krofov, pozdravljeni na velikem večerovem krofotestu, kot ga je imenoval predsednik komisije Denis Živčec, ki je lani sam pokušal krofe 12. Letos jih je manj, 8 krofov 7 proizvajalcev, tokrat ocenjujejo krofe 4 žiranti, ob Denisu Živčecu še seveda poznavalka Zora Štok in še laični pogled bosta podala Jasmina Cehnar in Igor Selan. Denis, postavil si se pri krofih z mrvicami. To so moji tihi favoriti. Moram pa v bistvu že zdaj povedati kot opozorilo ostalim novo pridruženim žirantom, da sem jaz pred svojim lanskim testom nosil konfekcijsko številko S. In tako da to je efekt. Nič, začnimo, čas je za krofotest. Dramatična glasba se še v zadju. Zora, izvolite. Jaz bom najprej tega probala. Zakaj? Ker se je sploščil, ne? Ker se je sploščil med. Če smo tega do zadnjega. A to bomo kar mešano probavali? Jaz pa kar tega, ker mi izgleda najboljše. Ja, me tudi, samo priznam. To je izziv za snemalca. Zelo lepa barva rumena, to bi nakazovala uporabo pravih jajc. Ampak moramo vse probati, Lepa ne? marmelada, ne izgleda preveč umetno. Ali barvila. Puhast, super. Me pa skrbi, ker je ta krof zgoraj zelo korekten, spodaj pa defekten. Ja. Kar vemo v kakšni filmski branži, ne šlo na roko, ne? Ampak mogoče bolj domač pa dober, ne? Ma pa lep rinček. Ja, od zgoraj izgleda lepo, ne? Barve je lepe, Ampak kot marmelada rinček, malo izgleda v je, redu. vidiš? Ja. Von Ta je po obliki ni, je pa dober. Je dober. tipično masnega vonja nima, tako zelo. Zelo je puhast, rahel. I like it. Malo mi je znan okus od lani, ne vem, če ni. Ja, že tudi sum. Jaz imam tega na sumu, da je veganski. Za šestega. Zakaj, ker se je sploščil? Ker je mali kadrak. Ker je trd, ni puhast. Tako da mu v okusu tudi nekaj manjka, no ne vem. Zdaj pokuševalci ne vedo, Čutim predsodek. kateri krof je od koga, ne? Spodaj imamo račune in proizvajalca, tako da bomo razkrili v članku. Pa marmelada je prijetno kisla v tem. Zelo dobro. Ja, Jaz bom pa Nič pokusil je še za svojega kus. drugega tihega favorita. razne oblike pa nimamo kaj za očitati. Bom probala. Ne? Zdaj. Skoraj moramo zdaj mi tudi, ne? Zdaj. Ta krasno diši po rumu. To je krasno. Rum mora biti v krofu. Tako kot mi vsi. Lahko je, jaz nimam nič Imam proti. kilo, ne? Ti imaš drugo, jaz imam rdečo marmelado. Zdaj, Jagoda. kako bi naj izgledal idealen krof? Tako. Tako, po obliki, pa tudi pa no, sej, ti štirje so čisto korektni po obliki, razen tega smo ugotovili, da je spodaj malo ponesrečen, černobilski, ja, kakršenkoli že. No, za tega pravijo, ne, kolega Grossman, ki jih je nabavil, pravijo, da so ti odlični za hujšanje, ne, Ti so štirje, pa poješ več štiri, poješ, ja. pa za enega. Absolutno so krofi znani po tem. Ker čutim, kak padajo kile z mene. Zdaj, torek je zadnji dan, ne, za jesti krofe, koliko na dan ste jih v zadnjih dneh pojedli? Da vidimo, če je v bistvu komisija kredibilna. To je zdaj žal Včeraj moj prvi. v roku 1 ure, malo mi je bilo slabo. Pet. Bravo. Jaz sem včeraj 3. Jaz približno 3 na dan, od petka naprej po 3 na dan. Vsaka čast. Dober tempo ohranjaš. Evo, Jaz moram še povedati, Na da katerem smo ta zdaj? rozasti, ki ga pač moram zdaj pokomentirati, je prijetno, osvežujoče, svež in saden, rahel. Deluje, kot da je poln vitaminov in po mojem tudi lahko z njim nadomestiš, ne vem, jutranji smuti ali pa nekaj takega. Jagoda. ja, Zanimiva ocena, jaz bi rekel, da to Ja. sploh ni krof, ne? To je donut. In ker jagode v bistvu vsebujejo kislino, za vsakim roza krofom zgubiš po mojem nekaj telesne teže. Ne? to je tudi okusno, nikaj. Tega še Kaj pa s nisem tem, probal. kaj bomo rekli o tem le? Meni je kar dober, no? Dobre, ta, ko sem jaz poslušala, je bil zelo dober. Vsaj, če super, ja. Meni se je velika dobra konkurenca, lani smo imeli večjo razliko. Mene je lani recimo najbolj razočaral krof, ki je bil znotraj imel je jagodno marmelado na sredini, bil je pa kao pustni, ne? In to je tako, da bi dal vampe v pustni krof, ne gre skupaj, ne? Leta smo malo razrahljali izbor, seveda, da to imamo tudi pisane, ampak po mojem bo zelo tesno. Imam pa občutek, da se vsi skupaj zdaj nagibamo k enemu, že vedno bolj tam nekje, ampak bomo videli. No? Sam tega še moram probati, tam je mehek, okusen, narazen zleza, ko ga stisneš, marmelade ima dosti, ne vem, mogoče lahko tudi kje kaj stvar okusa, čekaj tega, da še probam. Jasmina, Tudi rumen je lepo noter, ta je mogoče dober, ampak je malo bled.
Ta ima pa ravno pravo barvo, vsem pri tem krofu me je pa glede okusa ni kaj, ampak ne smeš ga obrniti naokrog, no. Jaz predlagam, da mogoče tudi presekamo z nečim malo bolj naravnim. Jaz mogoče je veganski, nisem prepričan, ker namreč ni, da vidim, kaj piše na listku. Mu smem ponuditi bio, eko, Ne, hvala, jaz bom tu kar dal svojo oceno, ne, to in to ni krof, ne. Daj. Tudi tile mali niso krofi. To so krofi. Pač v nekem tradicionalnem smislu ocenjevanja krofov. če je pisano poli ziger sadje. Ne? Tako da jaz bi te kar izločil že v štartu. Vse ti ne bo v konkurenci. On tega pa ima več sadja noter. Ker vidimo, Ličen ta ni bil. Ta ima neki alkoholni Ja, ta ima nek priokus, ni dober, se strinjam. Kaj pa tile tu z Nutello, pa ne bi Ta noben je tudi probal. lep, ampak Oprosti, Ta deluje mičkeno vulgarno. Jaz res nočem s prstom kazati, ampak malo me je zdaj to zmotilo. Deluje pa, mimogrede, dokaj še ga milim. Ta pisan in barvni je presenetil, ker že dolgo nisem kaj tako umetnega probal. To ima okus po neki umetni borovnici. Zelo gosto, zelo sladko in načeloma mi je všeč, ne? Kako pa, ampak po mojem to ni pustni krof, no. Zato ga dajem zdaj stran. zdaj na tej točki bom jaz presekal. Prve vtise ste slišali, več pa lahko preberete na večer.com, kjer bomo podali ocene in odločili, kateri je letošnji najboljši krof večerovega krofotesta. Po videnem na mizi sodeč so se naši žiranti konkretno potrudili, da bi podali čim bolj kredibilne ocene. Prosim, Že dolgo nisem imel tako lepljivih prstov. Razmrsovali smo jih nula, ne? Testirali smo vse, pregledali rinčke, torej rinček je pomemben obrod, barvo, sladkorne prelive, sipo, sladkorno, vse možno marmelade. Niti ni bila tako tesna odločitev, pravzaprav, ker so me fest povozili, moji sožiranti, ne? Moj glas je šel pravzaprav v ta, no zdaj gledamo kadavre krofov, ne? Moj glas je bil namenjen tem krofom, ki so bili iz slaščičarne Ilih, ki sem jo lani razglasil za zmagovalno izdelovalko krofov, vsaj jaz ostajam zvest. 3 točke pa so dobili tile krofi, oziroma to, kar je od njih ostalo, in zmagovalec tradicionalnega večerovega krofotesta so krofi iz žita. Čestitamo!